Imajo prislave borci, imajo vse, da so endorfini, glede, so bili res borci, ampak ljudje iz tega nimajo nič. In ti borci, Karlo Mas je bil dejal, Karlo Mas je bil ubijal, Karlo... V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami in s svojim duhom. Drage sestre, dragi bratje, drage Slovenke, Slovenci, državljani te naše čudovite domovine, v kateri pravi Bog po Cankarju raztrosil vse prgišče lepote, ki so mu ostala prav za nas, za naše prednike in za naše zanamce. In ob 30-letnici naše samostojnosti, suverenosti in demokracije se Bogu zahvalimo za vse milosti, ki jih prejemamo kot državljani in kot verniki. Pozdravljam seveda tudi vse veterane vojne za Slovenijo, vse iz policije, iz Slovenske vojske, vse domočine, člane Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, veteranskih združenj, predsednika državnega sveta, domačo, krajevno oblast, poslance in poslanke državnega zbora in vse, ki ste se tukaj izbrali z dobro voljo. Z dobro voljo je treba gledati na stvari. Takole ob 30-letnici naše države velikokrat slišimo mnogo pesimističnega, ne samo optimističnega. Češ, to, kar smo sanjali in za kar smo se borili leta 90-91, se ni uresničilo. Res je, ni se uresničilo vse, toda uresničilo se je ogromno. Ogromno in to moramo videti. To dobro, ki ga imamo, demokracijo, samostojno državo, napredek, ki smo ga vmes dosegli, na gospodarskem, na družbenem, na duhovnem, na intelektualnem področju. In če tega ne vidimo, pomeni, da je v našem življenju nekaj narobe. Da smo še vedno na poziciji, ko ne znamo videti dobrega in ne znamo v svojem življenju za razvoj družbe, ki jo kritiziramo, prispevati nič dobrega. V Svetem pismu je zelo zanimiv stavek. Veselite se z veselimi in jokajte z jokajočimi. To vsi razumemo. Da ko je nekdo vesel, da mu privoščiš, ker je vesel, morda se mu je rodil otrok, morda je našel dobro punco, morda je dobil dobro službo in mu privoščiš in tega se veseliš. Tudi drugi stavek razumemo. Jokajte z jokajočimi, da z nekom, ki trpi, ki je bolan, ki ga je zadelo hudo, da ima sočutje in da si mu blizu, da ga vsaj poslušaš. Ampak nikjer pa ne piše tistega, kar pa smo si Slovenci, tudi katoličani, vzeli za narodni hobi. Jambrajte z jambrajočimi. To pa je najbolj slovensko in ko greš med Slovence, je to najbolj prepoznavna značilnost slovenskega naroda. Če je bila najbolj prepoznavna značilnost slovenskega naroda še pred dobrimi 100 leti pravičnost oziroma poštenost. Spomnite se, kaj je zapisal Šarl Nodije v času ilirskih provinc o Slovenci. Da so to narod, ki ne pozna ključavnic, pa ne zaradi tega, ker bi bili nenapredni, ampak zato, ker jih ne potrebuje. Pravi, med njimi greš lahko po dnevi ali po noči
srebrnikom na odprtni dlani in nihče ne bo niti pomislil, da bi ti ga vzel. Med temi ljudmi bi si želel umreti, živeti in biti pokopan. Kako lepo je opisal Slovence. Danes bi verjetno mnogi, če bi iskreno gledali na Slovence, ugotovili, da zelo radi jamramo, negodujemo in da vidimo predvsem slabo. In to zlasti pri drugih in tudi v naši državi in tudi v cerkvi. In vas povabim zdaj na začetku maše, ob 30-letnici in zahvalo za 30 let naše samostojnosti in demokracije. V zahvalo tudi za vse tiste, ki so darovali svoje življenje za to samostojnost in demokracijo. Naredimo v svojih srcih en sklep, vsaj mi, ki smo tukaj, vsak zase. Od danes naprej bom se trudil in bom gledal in iskal v svojem življenju, v življenju svoje družine, v življenju svoje vasi, svoje fare in svoje države. Najprej in predvsem dobro. Videl bom tudi slabo, si bom skupaj z drugimi prizadeval, da ga ne bo, in delali bomo na tem, da bo v naši družbi več duhovne in materialne blaginje. Poglejmo zato v svoje srce, sestre in bratje, in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo, o Bog, neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam, državljanom, pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost. In bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.